Kdo nadzoruje Hormuško ožino, je bilo eno izmed vprašanj, ki so v zadnjih mesecih prevladovala v vojni z Iranom. Predsednik Donald Trump je za kratek čas predlagal 20-odstotno zaščitnino za tovor, ki potuje skozi ožino, preden je hitro spremenil svoje stališče. Iran pa si prizadeva za trajno vlogo pri odobravanju prometa skozi Hormuško ožino in uveljavlja pravico do pobiranja pristojbin. Generalni sekretar ponovno poziva k popolni obnovitvi mednarodnih pravic plovbe in svobode plovbe v in okoli Hormuške ožine. Uresničevanje pravic in svoboščin plovbe morajo vse strani spoštovati v skladu z mednarodnim pravom. Razprava o Hormuzu se začne z njegovo geografijo. Hormuz je na najožjem delu širok le približno 21 milj. Priznane ladijske poti potekajo skozi teritorialne vode Irana in Omana, brez mednarodnega vodnega kanala med njima. Vendar pa imajo ladje, ki prečkajo Hormuz, ker ožina povezuje dve večji vodni površini, zaščiteno pravico po mednarodnem pomorskem pravu, znano kot tranzitni prehod. Iran in Oman lahko urejata plovbo in varnost v svojih vodah, vendar ne smeta prepovedati prehoda ali diskriminirati ladij iz različnih držav. Stališče generalnega sekretarja je dosledno, da verjamemo, da mora biti prost pretok ladij skozi Hormuško ožino. Nasprotujemo vsakršnim prizadevanjem za omejevanje svobode gibanja ladij. In ste že videli, da je tudi Mednarodna pomorska organizacija izdala izjavo proti uvedbi kakršnihkoli pristojbin strani katerekoli strani. Po teh istih zakonih države prav tako ne smejo zaračunavati plovilu zgolj za prečkanje. Mednarodno pravo dovoljuje zaračunavanje za posebne storitve, ki so zagotovljene ladji, kot so uporaba pristanišč ali vlačilcev, ne pa obvezne vstopne pristojbine. Teheran trdi, da zagotavlja varnost in ureja promet. Toda Iran je prav tako grozil in napadal ladje, ki ne sledijo njegovi prednostni poti. Povedal je, da bi prijateljske države lahko dobile dostop, medtem ko bi plovila, povezana z iranskimi sovražniki, naletela na omejitve. To ni nevtralno upravljanje prometa. Iran prav tako poskuša vsiliti ta sistem na omanski strani ožine, kjer plovila morda sploh ne potrebujejo storitev iz Teherana. Ožina Malaca kaže, kako lahko obalne države upravljajo pomembno morsko pot brez tega, da bi jo spremenile v politično vzvod. Malaka prav tako poteka izključno skozi teritorialne vode. Indonezija, Malezija in Singapur si delijo odgovornost za eno najbolj prometnih ladijskih poti na svetu. Upravljajo jo preko skupnega mehanizma, namesto da bi eni državi dovolili izključen nadzor. Obalne države sodelujejo z državami uporabnicami in pomorsko industrijo pri navigacijskih pripomočkih, varnosti in varovanju okolja. Druge vlade lahko prispevajo denar ali opremo za podporo tem projektom. Najpomembneje pa je, da so ti prispevki prostovoljni. Iran očitno želi drugačno različico tega modela. Želi si mednarodnega priznanja in denarja za upravljanje Hormuza, hkrati pa si želi tudi moč, da daje prednost prijateljskim ladjam in pritiska na sovražne države. To bi Teheranu dalo koristi mednarodnega sporazuma brez skupnega nadzora ali enakega dostopa, ki omogoča delovanje sistema Malaka. Turški preliv prikazuje še en način, kako lahko obalna država pridobi posebna pooblastila. Turčija upravlja Bospor in Dardanele po Montreuxki konvenciji iz leta 1936. Sporazum dovoljuje trgovskim ladjam prehod in daje Turčiji nadzor nad vojnimi ladjami. Prav tako dovoljuje zaračunavanje stroškov povezanih z določenimi storitvami. Toda pristojnost Turčiji je bila vzpostavljena z mednarodno pogodbo. Konvencija določa pristojbine, pravila v času vojne in omejitve turškega nadzora. Iran morda zdaj poskuša z vojaškim pritiskom doseči podobno ugodno ureditev za Hormuz. Tak dogovor bi lahko Teheranu dal priznano vlogo pri upravljanju prometa in pobiranju določenih pristojbin. Toda za razliko od Montreuxke konvencije bi bil tak dogovor izpogajan pod grožnjo nadaljnjih motenj. Iran bi lahko uporabil pritisk, da si zagotovi pogoje, ki bi okrepili njegov nadzor nad ožino in bili v prid njegovim političnim interesom. In radi bi ogromno investirali v Združene države, namesto da bi zaračunavali pristojbino. In to mi je pravzaprav všeč, ker mislim, da nihče ne bi smel zaračunavati pristojbine za ožino ali za kakršenkoli drug prehod v drugih delih sveta. Mislim, da nihče ne bi smel biti v takem položaju. Gibraltarska ožina sledi bolj običajnemu pravilu. Njene vode so pod suverenostjo držav ob njenih obalah. Toda trgovske ladje imajo še vedno pravico do prehoda med Atlantikom in Sredozemljem. Tem ladjam se lahko zaračunajo pristojbine, ko vstopijo v pristanišče ali zahtevajo storitev, ne pa zgolj za prečkanje. Umetni kanali, kot sta Sueški in Panamski, so drugačni.
Njihove pristojbine so plačilo za uporabo zgrajene infrastrukture, zaradi česar so povsem drugačen primer. Trumpov predlog je na kratko namignil, da bi se lahko vojaška zaščita spremenila v obvezno tranzitno pristojbino. Njegova razveljavitev je obnovila tradicionalno ameriško stališče, da morajo mednarodne ožine ostati odprte brez pristojbin. Ko Iran poskuša formalizirati večji nadzor nad Hormuzom, so njegova pogajanja z ZDA razkrila veliko oviro. Doseči dogovor na papirju je morda lažje, kot ga uresničiti, še posebej, dokler se iranski napadi na ladijski promet nadaljujejo. In opozorilo nocoj je, da ima svet morda le še nekaj tednov, ne mesecev, da v celoti ponovno odpre Hormuško ožino. Sicer se bo soočil z novo svetovno gospodarsko krizo. Vodja Mednarodne agencije za energijo pravi, da motnje že vplivajo na nafto, zemeljski plin, gnojila in druge ključne pošiljke. Bolj razvita gospodarstva bodo morda lahko nekaj časa prenesla ta pritisk, vendar pa države v Aziji, kot so Indija, Pakistan in Bangladeš, tega morda ne bodo zmogle. Za nadaljnjo razpravo se nam zdaj pridružuje Gina Cohen, strokovnjakinja za zemeljski plin s poudarkom na vzhodnem Sredozemlju. Gina, najlepša hvala, da ste nocoj z nami na i24 News English. Tukaj imamo to opozorilo Mednarodne agencije za jedrsko energijo, oziroma Mednarodne agencije za energijo, oprostite, pravijo, da ima svet na voljo tedne, ne mesecev, da popolnoma odpre Hormuško ožino. Ampak katere države se bodo najprej soočile z največjim pomanjkanjem zemeljskega plina? Kje je to resnično pomembno? No, največje pomanjkanje je res v Aziji. Sej Azija dobi večino svojega plina, morda okoli 80% svojega plina skozi to ožino. Evropa dobi le približno 8% svojega plina skozi to ožino. In tudi nafta, večina nafte iz ožine gre v Azijo. Torej je to velik problem. Vse države vzhodno od Sueza, vzhodno od Hormuza so v veliko večjih težavah kot države zahodno od Hormuza. Glavni problem je, ker vojna traja že približno 5 mesecev, so zaloge, rezerve nafte izčrpane. Na začetku vojne, ko se je začela 28. februarja, je bilo ogromno zalog. Države so sprostile zaloge, vključno z Ameriko, ki je sprostila svoje zaloge. In zdaj so te zaloge močno izčrpane. V Ameriki je na primer ostalo le približno 319 milijonov sodov naftnih zalog. In teh zalog ne moreš popolnoma izčrpati, ker potrebuješ približno 150 milijonov sodov za zaščito rezervoarjev, da se vse skupaj ne sesuje. Tako da, ja, Mednarodna agencija opozarja, da smo tik pred tem, da nam bo v nekaj tednih zmanjkalo zalog in dobave, preden bodo številne države lahko zelo, zelo močno trpele. Ali potem obstajajo kakšne alternative? Tudi vi se osredotočate na vzhodno Sredozemlje. Ali lahko sploh nadomestijo katerikoli plin iz zaliva? Ali pa je dobava povsod drugje po svetu preprosto preveč omejena, da bi lahko zapolnile to vrzel? No, žal in hkrati na srečo, ker v prihodnosti, ja, veliko se govori o tem, da bi vzhodno Sredozemlje lahko nadomestilo nekaj plina, ne nafte, ampak nekaj plina v prihodnosti. Ampak da bi se to zgodilo, je treba zgraditi nove plinovode. En projekt, ki je bil že pred nekaj leti zagnan in bi ga morda lahko oživili ali pa ušli, je zelo odvisen od tega, kako bo Izrael rešil to vprašanje, je projekt imenovan IMEC. Namenjen je povezavi Indije, Savdske Arabije, Emiratov, Jordanije, Izraela z Evropo. Zato pa potrebujete dobro voljo Savdske Arabije. In če to ne bo šlo naprej, potem se lahko ta projekt obide in gre bolj proti severu, proti Siriji in Turčiji, ter zaobide Izrael. Torej se mora Izrael zelo močno boriti in biti zelo proaktiven, da bi ta projekt uspel. Drugo vprašanje, ki naredi vzhodno Sredozemlje pomembno, je, da je Izrael za zdaj ves svoj presežek plina prodal v Egipt. In Egipt, država 110 milijoni prebivalcev, katere proizvodnja se je zmanjšala, vendar poraba plina sploh ni upadla, v skladu z lastno proizvodnjo absorbira ves izraelski plin in bo absorbirala ves prihodnji ciprski plin. In ta plin ostaja v Egiptu. Torej, če bi Izrael izvedel majhen projekt za utekočinjanje plina na morju, imenovan FNG, bi morda ta plin lahko šel v Evropo ali v Azijo. A še nismo tam.
In zdaj ponovno razmišljamo o teh vprašanjih. Ponovno razmišljamo, ali naj vse stavimo na egiptovski trg, ali pa naj naredimo kakšen drug projekt, da bi ponovno postali bolj pomembni. Močno opozorilo in zanimivo je slišati, kakšno vlogo ima Izrael v tej prihodnosti. Gina Cohen, najlepša hvala, da ste bili z nami na i22 News English. Hvala, da ste me povabili.